kako sem si dovolila tako daleč priditi, da sem pristala na urgenci zaradi stresa. Da sem dovolila iz tega, ker sem bila tako pridna punčka, pripeljati se tako daleč, da dejansko telo je odpovedalo. To, da vzameš lekadol pač 3-krat na teden zaradi glavobola, je meni bilo normalno. Jaz sem se zbudila vsako noč in sem si mislila, če zdaj je 3:30, ko pogledam, bom, ne vem, se razpočla in jaz pogledam 3:30. Vsakič. Ti veš, da je to ena najboljših ur za meditacijo. Tako kot mi je rekla zdravnica, ki mi je dala tak hipnotični stavek, ste prišli še ravno pravi čas. Kje se v dani situaciji skriva darilo? Glavne te spremembe so se potem začele, ker sem vsem tem vajam dodala NLP. Kaj si dobila na teh delavnicah pri nas? Svobodo. Veliko te svobode, libero. Prišla sem na NLP coaching in mojstra v enem paketu, potem še hipnoze in 5 tier za podjetništvo. To mi je bilo pa tako, wow, to res deluje. In to me je potem peljalo naprej. Ko govorimo o coachingu, osebni rasti, spremembi poslu, velikokrat govorimo o spremembi miselnosti. Vendar včasih se sprememba zgodi takrat, ko telo preprosto reče dovolj je. Današnja gostja je šla iz stanja hude izgorelosti, popolne nemoči, na pot svobode in novega začetka. Z nami je Nataša Jerman Rajh, predavateljica, coachinja in ženska, ki danes uči druge, kako se osvobodijo, zadihajo in ustvarijo nov začetek. Nataša, dobrodošla. Hvala, Aleksandar, za tak čudovit uvod. Hvala. Torej, ko te zdaj opazujem in opazujem tvojo mirnost, mi je nenavadno, da si še pred kratkim, oziroma nedolgo tega, imela hudo izgorelost in neko zelo težko obdobje v svojem življenju, ko tudi krvni izvidi oziroma slika ni kazala nekaj dobrega. Ja, tudi sama sem zelo včasih presenečena, ko pomislim na nekaj let nazaj, ker pravzaprav ne morem verjeti, da to sem bila jaz, da sem pristala na urgenci in to ne enkrat, večkrat. Kako sem si dovolila tako daleč priti, da sem pristala na urgenci zaradi stresa. Da sem dovolila iz tega, ker sem bila tako pridna punčka, pripeljati se tako daleč, da dejansko telo je odpovedalo. Zdravnica, ki sem takrat, ena izmed zdravnic, je rekla, imate srečo, ker ste prišli še pravi čas, ko se še lahko sestavite. In to mi je bilo tako, to mi je res dalo misliti tako, wow, torej še en korak naprej, mogoče bi bilo še dosti hujše. Daj mi povej mi, kaj pomeni biti pridna punčka? Ti si rekla, da si bila pridna punčka in zaradi tega si končala na urgenci v neki stanju izgorelosti. Ja, tako, to je moj vidik in ta beseda pridna, ampak je tako zavrtana, tako, tudi uporabljamo veliko slovenščine, pridna, drugi jeziki sploh nimajo prav izraza, pridna. Mi jo imamo zelo. In tudi zdaj, ko sem jaz mamica, 2 hčerama, jaz se ujamem in se ugriznem, ko rečem, ali pa hočem reči, pridna. Pridna, jaz mislim, to, na nek način še zmeraj pridna, ampak pridna predvsem to, da nisem poslušala sebe. Zelo, zelo dolg. Praktično, ne vem, 45 let svojega življenja sem večinoma poslušala druge, ali pa kar se mi je zdelo, da drugi nekako pričakujejo od mene. In v tem smislu sem bila pridna v šoli, v pač vseh šolah, vrtcu in tako naprej, da bom zadostila nekim idealom, ki so seveda pa tudi zrasli v moji glavi, očitno, kar sem ugotovila kasneje, šele z NLP-jem pri tebi. In to mislim s to pridnostjo, ki sem jo preveč povzela in tako sem jo pač jaz razumela. Eni jo razumejo drugače. Moj način pridnosti je bil ta, da sem ugajala vedno drugim. Po mojem sem šel v te šole nekako zato, da sem sledila tistim idealom, ki se meni zdelo, da pač jih moram izpolniti. Kako
je nekdo toliko priden, da izgori? Kaj si konkretno počela? Delala preveč. Torej, če so meni dali v službi za narediti 10 alinej, jaz sem jih naredila verjetno 25, ker sem si jih dodala še sama. Torej, jaz bi še nekaj želela izboljšati, še nekaj dodati, dajmo drugače, dajmo še to. In tega meni nihče ni naročil v resnici. Ampak to sem jaz ugotovila šele kasneje. Noben šef, noben nadrejen, noben sodelavec, niti starši niso meni nalagali dodatnih alinej, ki jih naj naredim. To sem si dodajala jaz. Ampak tega nisem videla takrat tako. In še zdaj me zanese kdaj, da bi si jaz dodala več alinej. Ampak zdaj se ustavim. Zadiham, se ustavim. Tudi ko grem že kdaj naprej, tiste 3 alineje, se pol ustavim in si rečem, ne, stop, je bilo dovolj, ker zdaj zaznavam opozorila, ki pridejo iz telesa. Prej pa jih nisem jih videla, niti nisem morda razumela, kaj mi sporoča telo. Recimo, ogromno sem imela glavobolov, že dosti prej. Glavoboli bi meni nekaj tako, dosti vsakdanjega. To, da vzameš lekadol pač 3-krat na teden zaradi glavobola, je meni bilo normalno. In zdaj, ko pomislim nazaj, ker redko kdaj imam glavobol, res redko, si mislim, kako je bilo to? Meni je Damjan, moj mož, večkrat rekel, kako lahko ti funkcioniraš z glavobolom? Pa sem rekel, pa dobro, kaj pa je glavobol? To je nič takega. Pač glavobol je problem, ker njega enkrat, če boli glava, je ne, sem si mislila, kaj, to je samo glavobol. Ampak on je meni odprl oči, zdaj slišim za nazaj, ker mi je večkrat povedal, to ni normalno, z glavobolom ne moč funkcionirati. Meni je bilo to normalno. In kar me najbolj skrbi, poznam veliko ljudi, bom rekla, ne samo žensk, ampak dobro, več punc, žensk, sodelavk, ki so imele zelo podobno ali pa še danes imajo, pa me skrbi, ker to ignorirajo. Ker to pripelje potem do teh urgenc in do tega, da ni več samo glavobol, da je tudi pritisk, da je vrtoglavica, meni je na koncu, pač po enih fazah, po pol leta, ko sem jaz se ukvarjala s sabo, to mi je še najbolj zanimivo, jaz sem se ukvarjala s sabo potem veliko, pač pristala sem na bolniški, bilo mi je grozno biti na bolniški, najbolj grozljivo mi je bilo zato, ker sem imela slabo vest, seveda. Iz pridne punce, ki vse naredi, ki naredi še doma in ponoči in kadarkoli, ni važno, takoj, sem mogla biti doma in zdravnica mi je rekla, da je moja domača naloga ta, da dopoldne sedim, pijem kavo, čaj in ne delam nič. In meni je bila to najhujša naloga. In je rekla celo, pa glejte televizijo. Ne moram gledati televizije dopoldne, pač pa kaj delaš, ne, človek kaj dela. Bom pa pospravljala. Kar je tudi v redu, tudi neko sproščeno, ampak to ni bilo to. To je rekla ti, da niti pospravljati ne smeš. Ne, da naj sedim na kavču, pijem kavo, čaj, karkoli, gledam skozi okno, pogledam kakšen dokumentarc, ker reka, kaj radi gledate, sem rekla, kakšen dokumentarc. No, potem pa en dokumentarc, kakšen sprehod, ampak meni je bilo to tako. To mi je bilo vse, to sem pol naredila, ampak tako. To si imela slabo vest. Slabo vest. Ampak potem sem to dojela, ampak ne še tako. Jaz sem rabila še pol leta vaj, ker sem se zelo ukvarjala s sabo, potem dihalne vaje, potem sem že eni zametki hipnoze, meditacije, kar me potem pripeljalo tudi do NLP-ja, k tebi, hvala Bogu. Dihanje in tako umirjanje, ampak meni je bilo to mučno. Potem, kaj sem naredila? Ponovila sem vse enako, torej jaz sem si dala na dan za mojo pač rehabilitacijo vsaj 8 ur vaj, mislim, da jih je bilo kar 10, jaz sem si naredila novo službo doma. Jaz sem delala jogo doma in hodila sem na jogo vsak dan, ampak jaz sem jo že doma naredila. Jaz sem za ogrevanje naredila 40 pozdravov soncu. To mi je bilo tako, drugače mi je brez veze. Skratka, nisem še dojela in to mi je bilo, to, ko zdaj gledam nazaj, mislim, zelo veliko opozorilnih znakov sem imela, da delam enako, ampak delala sem pač z vajami za sproščanje, za zdravje, toliko, da sem še enkrat v resnici izgorela, ker potem pa ščitnica me pa povsem polegla in takrat sem dojela, saj zdaj delam isto, saj zdaj imam pa 10 ur vaj za sproščanje,
merjenje, za zdravje na dan in to je še en šiht, ne služba, šiht, garanje, trening. In takrat sem šele dojela, da mogoče pa res sem moram malo usediti. Vse je v redu, če malo posedim. Ampak ni bilo lahko, no. Ni bilo. Rekla si, da si dejansko aktivnosti, ki si jih imela v službi, opravljala tudi doma. Ja. In je kakšen sodelavec opazil, da ti veliko delaš? So v ekipi rekli, da Nataša, ti pa že toliko vsega narediš, nehaj, ne nositi sabo domov, ne delati zvečer, po noči, zjutraj. Je kdo opazil, da si mogoče obremenjena? Pa so opazili, ampak to je bil pač moj način, ne. To sem jaz izgradila svoj imidž, da pač tako delam. In to, če bi mi rekli, je meni bilo, mislim, kako, pa valjda bomo naredili. Je pa bil en sodelavec, ki smo se glih srečali nekaj dni nazaj in sem bila vesela, ker smo oba vesela, tako objem, tako res bil, tako wow, tako lepo me je, da že toliko časa se ne vidimo, pa bil je tak res iskren objem in on mi je rekel, če boš ti prišla k zdravniku in boš rekla, da delaš v javni upravi in si zgorela, ne bo noben verjel. V javni upravi nihče ne zgori, ti pa boš. In meni bi tako, hec. Kdo ti bo verjel, da priješ iz občine in rečeš, sem pa izgorela. Ampak se da, kjerkoli, ni važen. Torej, ti si bila prej na občini, ali kje si bila prej? Zadnja služba. Ja. Pred samostojno potjo bila občina, še prejšnja pa razvojna agencija, pa še prejšnja pa šola. Ampak posod sem delala po istem vzorcu, ni važen. Ja. Torej, si šla dodatno miljo, do te meje, da nisi poskrbela zase in svoje telo. Ko si prišla na urgenco, si takrat dobila kakšen recept, kakšna zdravila, kaj so ti takrat dali? En zdravnik me je tako kar razkuril, ker on je ocenil, ko sem prišla na urgenco, sem rekel, sam prosim, nekaj mi dajte za glavo, ker nobena stvar več mi ni pomagala in res ni šlo več. In je rekel, depresija. Pa sem rekel, kakšna depresija, jaz pa res nisem v depresiji. Ja, to je tipično za vaša leta, bomo dali antidepresivčke, pa kakšno kilco boste dobili gor, vse vam bo prišlo prav. Malo boste pospali in bo super. Sem rekel, jaz ne bom nobenih antidepresiv. Kje ste vi zdaj, kako ste lahko postavili diagnozo na osnovi teh 5 sekund, ki sem tle, da imam jaz depresijo? Ne bom tega jemala. In tako, v glavnem, predpisali so mi, pa jaz nisem tega jemala. Sem pa si želela po vseh pregledih razno raznih, ki sem res, nima kaj reči čez zdravstveni sistem, ker so me dali na vse preglede, za kar sem hvaležna. Torej so se ukvarjali z mano in sem šla k zdravniku in tudi pozivam ljudi, pejte k zdravniku se pogledati, ker nikoli ne vemo, kaj je res razlog. Ampak pri meni se je izkazalo tako telesno, nekje ni nekega vzroka. In jaz sem sama potem prosila, dejte me, ne vem, k psihologu, psihiatru. Jaz rabim nekaj tazga, ker sem sama ugotovila, da tukaj not pri meni izvira ta izziv. Oziroma takrat ni bil tak izziv, bi se videl bolj problem, zdaj po NLP-ovsko vem, da je to izziv, ampak takrat bi bil to velik problem. Torej, vse te diagnoze, ki si jih dobivala, kako si jih sprejemala? Torej, ko so ti dali antidepresive, tablete za spanje, za vse možne stvari. Kaj si recimo rekla, ko si ti rekli, to moraš imati, to moraš delati? Koliko si sploh dobila raznih receptov ali pa? Ja, kar cel kupenih vrečk za pritisk. In potem, ko sem prišla naslednjič na pregled, so rekli, bomo dali ene druge za pritisk in mislim, da sem 3 različne dobila. Potem tudi ene antidepresive, ki potem vsakič sem rekla, ne bi, prosim, jaz bi najprej poskusila drugače, tako da se umirim, pa bom potem zdravila, tako da rajš, prosim, ne bi. Ampak potem so tudi ujezila kakšne zdravnike, ki so rekli, da zavračam pomoč in potem sem pač ugotovila, da na nek način pa res, ne. In sem potem, vzela zdravila, nisem jih potem pojedla in sem si rekla, če bom rabila, ampak bom poskusila po svoje, tako da sem naredila po svoje, z nekimi znanji, informacijami, ki sem jih pač takrat tudi pridobila, ker sem ugotovila, da obstajajo še drugi načini in bom najprej poskusila tako, da ne bi preveč kemije. Ampak ne rečem, da včasih ni fajn, da si s čim pomagamo, ker
Potem ko sem prišla do psihiatrinje, končno ene, ki sem rekla, to jaz rabim to. Pa da nekdo se z mano pogovori. In sem rekla, če bo tam zdravnica ugotovila, da imam jaz depresijo, potem bom rekla, okej, pa bom pa jedla neke tablete, če to je edina pot. Tam smo se dogovorili, da vzamem za spanje, obljubljam je kak mesec, samo da prekinem to obdobje nespanja. Ali Koliko si spala takrat? 2 uri, pa tudi kakšno noč 0 minut. 2, 3 je bilo super. Kako si se zbudila, kakšno energijo si imela, ko si vstala? Mislim, ni fajn, ker vse boli. Predvsem taka megla se mi je zdela v glavi. Najbolj sem opažala potem, ko sem bila doma, da nekako nisem se spomnila besed. To mi je bilo tako, kaj to, nisem mogla izreči tako, ne, tukaj je kozarc in takšne besede so mi zmanjkale, mi je bilo tako, to mi je bilo res tako grozljiv, neverjeten. Ampak tako sicer, moram reči, že jaz nisem bila tako, da bi bila brez energije. Jaz sem imela še zmeraj energijo. Meni se zdaj, jaz vse zmorem. I can do it. Tako da po moje ljudje tako ne bi vedeli glih, da mi tako kaj manjka. Ampak mislim, da to je bilo ravno to, ker je moje telo to vse zdržalo, še v tej fazi, da bi verjetno pol sem enkrat padla dol. Najbrž ne bi šlo, mislim, dobro, vse na nek način potem sem. Ampak ni se mi zdelo tako, da nič ne morem. Razen da me pa tudi vse bolelo. Ko se premikala, mislim, jogo sem delala tako težko, res težko. Ampak sem jo počas. Takšne stvari so me pa potem prizemljile. V resnici me takrat ustavilo telo, ker misli so šibale še zmeraj po svoje. Še ko sem delala one vaje, sem jaz si naredila tak šiht, da bom jaz pokazala, ko sem jaz fajn, pridna. Ne? Misli so bile na programu še. Telo, hvala, mi je pa rekel, draga moja, zdaj pa dost. Če ne boš poslušala, okej, boš pa obležala. To je pa potem ščitnica. Me zaščitila in me pa polegla. Mogoče se zato imenuje ščitnica. Ja, res, ščiti. Moj ščit. Sem jih hvaležna. Tudi izgorelosti sem hvaležna, moram reči. Kaj si dobila s to izgorelostjo? Se včasih slišim kakšne tako zgodbe ali pa neke guruje, pa si mislim, ima že tako podcukrano. Tudi meni. Ne, darilo, pa življenje darilo, pa, ampak to je res. Bodi hvaležen, življenje darilo. In potem sem gotovila, ampak to je res. Ta moja izkušnja, ki ni bila fajna, je meni največje darilo. Ker sem jo dobila še pravočasno, da sem lahko ukrepala in obrnila, tako kot mi je rekla zdravnica, ki mi je dala tak hipnotični stavek. Ste prišli še ravno pravi čas, ker se mi zdi dobro, da je rekla to, da ni rekla kaj drugače. Ste prišli še pravi čas in se mi zdi, okej, super, sem prišla še pravi čas, da lahko še naredim. In to mi je ostalo zelo taka sugestija, ki na srečo je dobra, ker velikokrat pri zdravnikih niso tako fajne sugestije. Ta pa je bila dobra, saj zame, ker se mi zdi, okej, se pravi, lahko jaz naredim, to bom jaz že zrihtala. In tudi ni me ovirala, ker sem povedala, kaj se počnem, dihanje, joga, hoja, ne, tako razne vaje, meditacije. Rekel, to je super, kar tako naprej. Najprej pa poštimajva spanec. In to zdaj še zmerno jaz rada dolgo čujem. Jaz sem imela potem idejo, da bom jaz ostajala zjutraj ob 4, 5, ker itak nisem spala. Že takrat bom pa tudi ostajala prej, ampak bom šla kmalu spat. Ta formula mi ne gre čist, ker meni je tako fajn, ko je zvečer. Bi raj še malo prej, ampak okej, sem se sprijazna s tem, da tudi to je mogoče en način, ampak da ne spim samo po 3-4 ure, valjda. To pa sem prekinila. Ampak takrat, ko sem se zbujala, 3:30 je bila moja ura groze. Jaz sem se zbudila vsako noč, ali pa se zbudila, pač ležala, dremala in sem si mislila, koliko je zdaj ura? Če zdaj je 3:30, ko pogledam, bom, ne vem, se razpočla in jaz pogledam, ker smo imeli digitalno in je bila tako rdeča, 3:30. Vsakič. Tako da potem sem že vedela in sem rekla, ne bom niti pogledala, ne bom. Sem vedela, ura je 3:30. Super se je pa zgodilo takrat, glih v tem mojem obdobju, da je k nam prišel domov na obisk en popotnik, ker tudi midva z Daminom smo vedno bila popotnika in sva
Še zdaj smo tako imenovani couchsurferi, ki gostimo doma popotnike, brezplačno, to družine, da pridejo, so pri nas kak dan, 2, 3, eni tudi kak teden. In ta naš popotnik Ganeš je bil že nekaj let nazaj pri nas. In on mi je že takrat razlagal, ti boš mogla malo se umiriti, ne, dej meditacije, to meni je bilo tako, dej ti delaj to jaz ne bom. In ko sem jaz bila v tej fazi, začetku bolniške, sem bila tako, kako bi bilo fajn, če bi prišel Ganeš, ker zdaj bi ga pa razumela. No, Ganeš je prišel takrat, pač, ne vem, kdorkoli, karkoli že reče, ampak nekako se je tako zložilo, da je Ganeš, ta naš popotnik, prišel glih takrat. In je rekel, evo, zdaj imaš pa priložnost. Zakaj hodiš v službo, ki ti je brezvezna? Mislim, kako to misliš? Ne? Sej, službe so, nekaj moramo delati, ne? Pa da je odpoved, zakaj bi delala to, če ti ni fajn? Pa sem rekel, ne moram Ganeš dati kar odpovedi, mislim, to ne gre tako, ne? Ti, ki si popotnik, on je potoval brez denarja, čist, ker je rekel, da ga to omejuje. Če ga nimaš, že v štartu imaš vso svobodo. In je bil tako, wow. In Ganeš, ki je bil pri nas potem kak teden, še več, je rekel, si se zbudila, ne, po noči, sem rekel, se sploh ne vem, če sem spala, pa je rekel, sej vem, ne, 3:30, sem rekel, kako ti veš? Vem. Pa sem rekel, jaz bom znorela, ne, pa prav, čakaj. To je bila prvi aha moment. Zakaj se sekiraš, ko se zbudiš ob 3:30? Ti veš, da je to ena najboljših ur za meditacijo, 3:30, 4. Ljudje si morajo naštimati budilko, da ostanejo, da meditirajo, ko so še v alfa stanju. Ti to že imaš. Ko se sekiraš, deli vaje, dihaj, meditiraj, sploh ne rabiš spati toliko. Jaz sem bil tako, prvič sem ugotovila, da nekaj, kar mogoče se zdi nefajn, mogoče pa to darilo. In to je zdaj moje, ki si me enkrat vprašal, kaj bi rekla ti, da je super coaching vprašanje, ki bi ga enemu podarila, vedno podarila, komorkoli in sebi. Najboljše coaching vprašanje zame je, kje se v dani situaciji skriva darilo. Jaz sem prepričana zdaj iz svojih teh izkušenj, ne samo nekih guru stavkov, da to je res. Evo, kje se je skrivalo darilo? Da sem se sama od sebe zbudila. In sem potem rekla, se res, zakaj bi se jezila? In tako naprej. Zakaj bi se jezila, ker sem doma? Zakaj bi se jezila sploh? Zakaj bi se jezila na kogarkoli, na sistem, na ne vem kaj? Pa saj sama sem se odločila, da bom naredila še tistih 15 ali ne zraven. Saj mi ni nihče rekel. In zdaj imam priložnost, da naredim nekaj drugače. In to je bilo to darilo, da sem se potem odločila, da dam odpoved. Čeprav moja služba, meni ni bila služba nefajna, ker sem delala PR, kabinet župana, to je bilo tako najboljša služba, kar imaš lahko na občini, za mene. Mene je bila dinamična, meni se skozi dogajalo, meni je bilo super. Kaj ne rečem, super, najboljša služba na občini, sigurno zame je bila to. Prejšnja potovanja, mednarodni odnosi, projekti, super služba zame, ker je bila dinamična. Seveda, ampak mi je dala ful priložnosti, da delam še več. Ampak pač to je bil moj način. In jaz sem ugotovila, jaz nisem jezna na nikogar, na nobenega šefa, na nobenega sodelavca. Zakaj bi bila? To je bila pač moja odločitev, moja odgovornost. Tako kot tudi se reče po NLP-jsko, kar sem se naučila pri tebi. In sem res hvaležna, ker glavne te spremembe so se potem začele, ker sem vsem tem vajam dodala NLP, ker sem ga našla, oziroma NLP najdu meni, ker sem se že prijavila na neko drugo delavnico. In pa sem videla tvoja delavnik, tvoj oglas in sem rekla, to mi je všeč, ker si nekako govoril z energijo, meni pa je bilo všeč, ker sem bila takrat toliko mirna, da sem kar preveč mirna. Tako da meni včasih zanimivo, ko mi kdo reče, tako ko si rekel, mirna v sebi sem zdaj dosti bolj, drugače pa mislim, da nisem tako mirna, jaz se ne vidim mirno, meni je hecno, ko mi kdo reče, ti si tako mirna, jaz si mislim, jaz sebe vidim kot tako živahno, ampak mogoče mirno v sebi, to pa mi je všeč, če kdo ugotovi, ker zdaj je res dosti več tega mira. Nočem pa reči, da sem jaz zdaj pa, mislim, da se pa super, ker tudi mi je hecno, ker časih poslušam kakšne
guruji ali pa neki, ki se delajo, da so guruji, ki jih poznam, pa vem, pa mislim, človek, bože, kaj govoriš, sam tega ne delaš, ali nisi tak ali takšna. Jaz nisem vedno mirna, ni vedno vse polno, nisem vedno brez stresa, sploh ne, ampak zdaj znam to prepoznati, ustaviti, predvsem pa imam orodja, tehnike, da to uravnovesim, malo umirim in to bi res rada prenašala naprej, to delam zdaj, da to dajem naprej, ker res ne bi rada, da ljudje, mislim, zakaj bi morali stati na urgenci. Čeprav včasih očitno moramo, vsak mora dati eno svojo pot, da vidimo. Ker kot ti prej nekdo reče, itak težko je slišati. Ne? Mislim, začela si eno temo, ki je pomembna, to je, da ko je učenec pripravljen, prije učitelj. Ja. In pri tebi se je zgodilo na urgenci, pri meni se je zgodilo po bolnici, torej neka huda bolečina človeka pripravi, da začne poslušati, začne drugače razmišljati in če sem te prav razumel, Ganeš, ta tvoj couchsurfer, ne, kako se temu reče, couchsurfing? Ja, couchsurfer, ja. Torej, je ti že prej govoril ene stvari, ki jih ti sploh nisi slišala. In potem, ko si kar naenkrat začela poslušati, ti je bilo to bolj zanimivo in si komi slišala to, kar je res. Ne. Torej, ti popotniki, ki prihajajo v okviru couchsurfinga, torej, kako pogosto pridejo in kako se sploh prijavi nekdo, če bi rad postal couchsurfer? Ja, to je super stvar. Ena aplikacija je Couchsurfer. Ja. Zdaj trenutno moram reči, že nimamo gostov, ker doma nekaj prenavljamo, ampak smo že tako pripravljeni. Zdaj pa bomo začeli nazaj. Ker včasih leta nazaj sva midva z Daminom, prej bi moj fajn, zdaj moj mož, popotnik in sopotnik od zmer. Sem zelo hvaležna, ker me je vedno podpiral pri tem. Je rekel, pa dej že odpoved, kaj čakaš, kaj me čakaš, dej, super. Torej, in medva sva od nekdaj rada potovala, potem, ko so bile naše punce mehne, smo mi tudi potovali, ampak ne na tak, nismo prav backpackali, no. In smo malo pogrešala te čase in ko so prišli ljudje, ne vem, posod z Havajo, z Evrope, iz Amerike, iz Malezije in tako naprej, je bilo kot, da potujemo. Ker smo imeli doma, pač tako, wow, in je bilo fajn. In tudi se mi zdi toliko fajn. Tako, priporočam vsem, ker pač ko prije nek nov človek, nova oseba, čisto drugače razmišlja največkrat. Je tako fajn, ker je tudi to, odpira misli in super mi je bilo tudi za naše punce, za Elo in Brino, ki sta že od majhnega spoznavali, da prije ljudje različnih barov, različnih načinov govora, razmišljanja, ki ste se tudi že učili to, da pač ni teh strahov in vedno smo se naučili kaj zanimivega in je fajn. In Ganeš pa je pač zmagovalec od teh naših. S kje on doma? On je sicer iz Malezije, ampak to vprašanje bi ga zelo razkurilo, če bi ga vprašal, odkot si, ker je hotel povedati, da so to samo etikete, odkot smo. Pač sem človek z planeta Zemlje in bil tako, okej. Tako da on je šel tudi skozi eno fazo, ki je bil toliko že duhoven, da po moje zdaj upam, da je že, ki je bil že kar mal tečen. Po moje je zdaj šel skozi to fazo, da je pa zdaj netečno duhoven. No, ampak to vprašanje mi je bilo tako zanimivo, ker smo ga vprašali, pa je bilo tako, kakšen. Ti, preden spremeš nekega gosta v hišo, lahko preveriš, kdo je, imaš neke ocene o njemu, ker to je kar zaenkrat veliko odgovornosti, kar naenkrat zate, ne? In a ta lahko ostane pol mesec, 2, 3, pol leta, se preseli za stalno. Mislim, kakšne so pravila? Ja, vsi imamo tudi mi kot gosti, mislim, karkoli, a si pač tisti, ki sprejme, ali tisti, ki gre, imaš svoje pač ocene. Ja, gostje naši so dali oceno, kakšni smo mi in mi smo tudi prebrali ocene teh gostov, da smo vedeli, kdo prihaja. Pač to je to, pač to zaupanje je. Ne? Mislim, to je to, na tem pač bazira, ali zaupaš, ne zaupaš. Mi smo tudi dali, mi smo šli v službo in smo dali ključe ljudem, ali pa cela družinica. Mi smo radi sprejeli družine, ker oni so najtežje dobili couchsurfing, ker so bili družine, niso tako radi sprejeli. Sploh ne so rekli Ljubljana, velika mesta, je teže. Mi smo iz Trbovlj in so prišli se čist blizu Ljubljane
In so rekli, Ljubljana, to ne gre, ampak tukaj pa tako fajn. In nam je bilo tudi fajn, ne? Tudi punce so imele družbo in tako. In ja, mi smo dali ključe ljudem, šli službo, eni so rekli, kaj z vami, ko ključe. Tako pa, mislim, vse, kaj pravzaprav lahko odnesejo, ne vem, mislim, kaj, ne, televizijo, mislim, ne vem, oni so z rukzakom, kjeri so tudi z avtom, lahko bi tudi spraznili, mogoče stanovanje, ne vem, ampak ni bilo tega scenarija, no. In nekako prebereš prej in zdaj temu smo tudi zaupali. In napisali pa smo, za koliko dni načeloma nam je okej, da sprejmemo goste, no, tako. In Ganeš je bil poseben, ker smo si vsi želeli, da bi bil še dlje in brez, da smo se pogovarjali, tudi on bil dlje, pa je pa en dan pač rekel, se zdaj pa, jaz sem že tako prekoračil te dni, ne. Tako da smo se z njim zelo veliko pogovarjali tako. Duhovni učitelj. Ja, res. Tako da fajn. Dobra izkušnja, potovanja so meni odlična izkušnja za odraščati, pa za doživeti svobodo. In vem zdaj, zakaj sem tako rada potovala in to z rukzakom brez plana. Midva nikoli nismo vedela, vedela smo, kam gremo, ampak ni bilo načrta, ne vem, za Kolumbijo, Venezuelo, nismo vedela kam, približno, mogoče. Pa vedno smo šla drugače, ker je bilo načrtovan. Sploh ni bilo načrta, razen da greva v Kolumbijo, pa da bomo videla te pa te stvari, to je bilo to. In to je bilo najboljše, ker ni bilo nobenega resnega načrta, nobenega urnika, ljudje so kar prihajali, nekako se dogajali tako spontano. In tam sem se največ naučila. So tudi kakšni strahovi, seveda, ker si čist nekje v drugi državi, pač sama, oziroma midva skupaj, ampak sama. Ampak se mi zdi najboljša šola in tudi največja svoboda. In ta svoboda, ki sem jo najbolj občutila pri potovanju, druge pa je nisem toliko izražala, sem potem ugotovila, ok, to se zdaj vse sestavlja. Seveda sem imela toliko rada potovanja, večina ljudi ima rada potovanja. Potovanja so svoboda. V tistem življenju resničnem, ali pa tistem, kjer smo doma, največkrat nimamo toliko svobode. Pri potovanju pa imaš. Saj jaz tako to doživljam. In zdaj mi je uspelo, da sem dala tudi ta del življenja veliko več svobode. Ni zdaj vse svobodne, da ne bo kdo mislil, da pač doma smo, pač ležimo in kar je. Seveda ne, zdaj imam svoj posel, zdaj so druge stvari, ampak je svoboda, ker lahko se jaz odločim, koliko bom pridna, jaz ustavim, če vidim, zaznam, da je preveč, kdaj bom kam šla, kdaj bomo šli, kdaj bom delala, koliko bom delala, in to sem pravzaprav iskala ves čas, ampak sem rabila to lekcijo, da sem tistih 20-25 let službovanja druge pač mogla to izkusiti na ta način. In mi ni sploh žal, no. Ker mi je bilo posod fajne sodelavce sem imela, fajne šefe, fajne v bistvu službe. Mislim, super mi je bilo, ne. Razen, da je bilo tega preveč. In okej, pač sem rabila to izkušnjo, da sem lahko zdaj tako, kot sem. Bravo. Libero. To je tvoje firme, je tako? Ja, Libero. Libero. Svobodna. Ja. Ena anekdota je, ker sem jo slišal od tebi, da ko si hodila na te različne destinacije, si se pretvarjala, da znaš ta jezik, da govoriš švedsko in ljudje so s tabo govorili švedsko. Kako si to sploh začela? Zmešno mi je všeč tuji jeziki, češčina mi je lepa, švedščina mi je hecna, španščina, francoščina, vseh sem se mečkala, vseh. Kar nekaj jezikov sem se vsaj malo učila, ker mi je bilo tako lepo. In ugotovila sem potem, ker sem bila pri tebi na NLP-ju, da stik rada, mislim, naravno grem v stik in to, da greš v drugi jezik, tisti, ki je tam, je stik. In meni je bilo tako zabavno, ne vem, pač poskusila sem uloviti melodijo, nekaj besed sem znala, pač sem se jih naučila in potem sem pač se delala, da govorim švedsko ali pa češko in da me ne gledal, pa dobro, ne moreš govoriti. In ljudje so se nekaj časa tako malo niso bili sigurni, da me niso dobro razumeli, oni niso bili sigurni, pravzaprav sebe, se meni je bilo malo hudo, ker pač to je bila šala, ampak meni pa je bilo ful fajn, ker sem rekel, wow, vidiš, da znam švedsko, znam švedsko, če hočem, podobno znam švedsko, znam češko, vse znam in tudi vse se lahko zmenim. Čeprav razumela nisi nič. Malo sem, ampak bolj sem se delala, da razumem. Po moje je bila ta čutna ostrina na drugih nivojih, da smo se vse razumeli. Pa se včasih prideš v kakšno državo, kjer noben ne zna jezika, pa se vse razumemo, ne? Stik.
Tako da to mi je ful pomembno, ker smo se NLP coaching. No, pač v vseh delavnicah tvojih, ki sem jih naredila, na vseh, ne, praktično, je vedno ta stik. In ta stik, po mojem, mi služi, da delam tako, kot delam. No? Da dosti grem, jaz rajš with the flow, ko vidim ta stik. Tudi, ko delam delavnice, ki jih izvajam, mi je prvi ta stik, kako gre ta energija in to mi je tudi najlepše delati. Ker mi je podobno, kot govorim švedščino. Torej, iščem ta jezik skupni, ali to preko gibanja, dihanja, ne vem, ples, karkoli, ali če kaj predavam, da najdem ta jezik. No. Se mi zdi, da to vse kaže že takrat, ko sem govorila švedsko ali pa češko in me vodili na to pot. Rekla si, in kar nekajkrat omenila NLP, kaj je tebi dal NLP ali pa hipnoza coaching? Kaj si dobila na teh delavnicah pri nas? Zdaj se bom ponovila, ne, svobodo. Veliko te svobode libero, ker sem že pač na toj delavnici NLP, na katero sem prišla pač, kaj vem, prišla sem na NLP coaching in mojstra, ne, v enem paketu, potem še hipnoza in 5 tier za podjetništvo. Sponzor tega podcasta je Mastermind Akademija. Ko se prijavite na naše delavnice, napišite, da ste poslušali, gledali ta podcast in kakšen se vam je zdel. Nekako, da bi jaz bila coachinja, se mi je zazdel v nekem trenutku, ampak v resnici jaz nisem vedela, na kaj točno sem se prijavila, ampak bilo mi je, nekaj mi je bilo pač všeč, kar si ti povedal, in tvoja energija in tvoj način, se mi zdi, to je pa dobra stvar. In tukaj sem dobila pač te uvide iz moje izgorelosti, ker sem pač potem nekako to predelala, predihala, z dihanjem sem se začela ukvarjati in tako. Ampak tako prav zares miselno, tako osmislila, ozavestila sem na NLP-ju, kaj pravzaprav se je dogajalo, in NLP mi je dal to, da sem potem pa, prej sem naredila telesno nekaj, to spremembo, nek mir, potem sem pa naredila končno še tudi v misli, ker sicer bi ponovila vse. Program je bil enak. Mislim, še zdaj mislim, da globoko v meni je ta program pridne punčke, ne? Ampak zdaj sem ga že zelo, zelo zrahljala s hipnozo, NLP-jem, da sem ga pač, da ga tudi krotim. In tudi, ko pride, se rečemo, vse je fajn, vse to je lepo. Ampak da ga držim tako, na neki zdravi meri. Predvsem se pa naredila potem na NLP-ju to odločitev sprejela, že prej sem dala odpoved, nisem čisto vedela, kaj bom, ne. Meni res ljudje niso verjeli, ker sem mislila, da imam neko službo, kaj da glumiš glivo, kam pa greš, sem rekla, ne vem, nikamor. Kako nikamor? Pač, ne vem, nekaj bom že, saj znam veliko stvari, tako ni me bilo strah, zanimivo mi je bilo to za mene. Ni me bilo strah, mogoče tudi, ker je Damjan bil tako, ki me je podprl, tako da sem res ful hvaležna. Ampak vedela pa nisem, kaj bom. Mogoče, da bi bila coachinja, ampak resnici nisem vedela, kaj pravzaprav to pomeni, da bi jaz bila coachinja. Jaz sem želela potem na coachingu videla, kaj sploh je coaching. In to zdaj tudi zelo uporabljam. Ampak tam, potem na tvojih delavnicah sem pa dobila pač to neko jasnost, kaj je bilo, pa niti ne to, kaj pa zakaj, ampak kaj bom zdaj, kaj lahko zdaj naredim, to mi je tudi dal zelo veliko. Ne zakaj, pa tako, ampak kako zdaj grem lahko naprej, tako da bo meni fajn. In postavila sem si cilje in potem najbolj zanimivo, da sem si postavila potem poslovne cilje, ne vem, kako si me ti zahipnotiziral, ampak si me, da sem si, v bistvu zelo hiter sem potem realizirala. Jaz tako od sebe ne bi pričakovala, da bi tako hitro naredila, ker podjetništvo me to res, jaz sem iz Trbovelj, Zasavja, mislim, tam podjetniki včasih ni jih bilo, zdaj so, ampak pri nas ni bilo, vse nasploh v Sloveniji, ampak Zasavje pa res ekstra nepodjetniško, mislim, ni bilo to naravnano. Tudi doma, to, mislim, podjetniki, pa to pa res se ne greš tega, ker to je nekaj kot igra na srečo, ne. No in zato mi je bilo to tako še toliko bolj tuje, ampak hkrati me pa privlači, ker za mene je to svoboda. In to dvoje je bilo en strah in hkrati, svoboda, jaz bom svoja šefica, jaz bom delala lahko tako, ko jaz želim, po svojem urniku, tudi če to po noč, bom pa po dnevu spala, ampak bom jaz se odločila, lahko bom potovala, bom se odločila, kdaj bom šla. In to mi je pa dajalo nek drive, ampak
tukaj sem si potem pri tebi pa tudi postavila cilje, da ni to kar nekaj, jaz bom zdaj dala odpoved in kar nekaj bom sanjala. Sanjala že, ampak zdaj tudi kako bom to izvedla. To pa sem dobila res tukaj, ne samo na podjetniškem tvojem 5-tieru, tam absolutno, ampak že prej, tudi na NLP-ju, na praktiko, na mojstru in na hipnozi posod, ampak to je bil pač moj fokus. Hkrati pa ves čas tudi ravnovesje. Na podjetniškem tečaju, na 5-tieru, tam sem pa dobila prav res neke strategije, ki so mi bile neznane, kako se loči sploh podjetništva, kako sploh začneš. Ti si mi pomagal in tvoji asistenti res premagati tako, kup enih omejujočih prepričanj, kako nekaj narediti, kako štartati, kako iti na Facebook. Mama mi je, to je bilo pa res nekaj, tako mi najtežjega, še zdaj mi ni najlažje, ampak evo, sem začela se pač tudi snemati, ne, prej nisem znala niti vklopiti, ker Facebook mi je bil neki brez veze tam, brez veze. Imela sem ga, ampak jaz nisem ga znala uporabljati. Potem kar naenkrat sem jaz začela na Facebooku se pojavljati, ampak sem nekaj, jaz ne bom imela gor slikic, nobenih videov, pa to brez veze, jaz ne bom. Še zvem, ker si mi ti rekel, ja, pač, Nataša, ne, fajn je, če se pokažeš, kdo, ne, to dela. In še drugi asistenti, mogoče pa boš dala eno slikco, no. Ok, no skratka, tako se je začelo, da sem pač mogla preokviriti, da ni to, da si na Facebooku pač sem zato neki, da se razkazuješ, ampak pač moj posel pa je uspel pravzaprav ravno, zanimivo, s Facebookom. To mi je bilo pa tako, wow, to res deluje, In to me je potem peljalo naprej, ampak to sem dobila pač, se pravi, premagovanje teh strahov in res odlične strategije, ki smo jih dobili na 5-tieru. In to meni je najbolj dragoceno od tega tvojega programa to, ker nas si največkrat kar vrgel v vodo, ne. Mi smo kar imeli dogodek, kjer smo mogli kar nastopiti in predstaviti svojo ponudbo. In meni to ni bila vaja, mislim, to ni bil hec, bila je vaja, ampak to je bila vaja v živo. Mislim, dejansko za publiko in to mi je najbolj dragoceno. Mi nismo vadili v sobi en pred drugimi sošolci, da si govorimo, kako se bomo predstavili, ampak ti si nas dal na dogodek, ker dejansko so bili ljudje in poslušalci potencialne stranke in to je bilo meni, kaj? Ampak boljše vaje ni, ne? Boljše vaje ni. To je dragoceno zelo. Torej, prvi program, ki si ga izvedla, Stres, si imela 22 plačljivih takrat že udeležencev, ne? Kako si se počutila, ko si speljala svojo prvo promocijo, svoj prvi launch, pa lansirala prvi produkt in kar naenkrat 22 plačljivih udeležencev? Mislim, tako noro, neverjetno, zdaj se mi je tako, mislim, nemogoče se mi neverjetno, ampak ni mi pa bilo strah. Pa sem rekla, pa bom pač probala, ne, Aleksander, ne, nam je podal, se nam podal neka navodila, asistenti so zelo so pomagali, tvoji asistenti mi je bilo tako, sem imela podporo. Pač probala sem, ne, to se pravi, vse je bil ta NLP, miselna naravnanost, pač poskusiš, pa kaj, sej v redu, kar je v redu, zagotovo nekaj bo in 22 se jih je prijavilo na online dogodek. Jaz sem pa že prej naredila tudi v živo dogodek, ker je prišlo čez 90 ljudi in potem približno pol se jih je odločili in so kupili pač tečaj. Jih je bilo pa 47 strank tako v živo za delavnice, ampak bila je glih korona, no, tako da je tudi zanimiv čas. Kar me je pa tudi naučil, da je fajn, če spet se vse je vodilo na to, da mogoče pa fajn, če se teh družbenih medijev lotim, ker korona je pokazala, da je pač v živo delati težko lahko kdaj, ali pa nemogoče in da je fajn, če imaš posel tudi online. In takrat sem potem pa naredila še online in tako se je začel s temi prvimi 22 strankami, bilo tako in 47 tam, 22 tukaj, bilo tako, noro in mislim, super, res. Jaz sem bila navdušena, še zdaj tako ne morem verjeti. In se mi zdi, da takrat sem še z večjo lahkotnostjo naredila, kakor zdaj včasih, ko se odločim, ko si dam namero, ko pač vizualiziram cilj, to naredim. Moram reči, da to mi je tako wow, ker ponavadi se naredi točno tako, jaz ne vem, kaj se zgodi, ampak točno toliko ljudi pride, ne vem, napišem na list, koliko bo novih oseb v skupini in potem samo kljukam in Damjan me gleda in čak, kako zdaj, lej, pač ne vem, formula deluje, da si postavim cilj, vidim in da grem pač, vsak dan si ga postavim, vsakič dam namero, tudi ko imam svojo vajo, plesno zdaj, najnovejšo,
čeprav neznansko uživam in se mi zdi tako lahkotno je naredim, ampak dam pa si namero, da bom naredila super vadbo in da bom dala vse od sebe, da bo pač punce se imele res super ali pa da bomo naredili neke preboje ali pa to so pa pol tudi največja darila, no. Ko mi punce napišejo, wow, kaj sem naredila, ali pa tudi eni, ki niso moje stranke, recimo, ravno preko Facebooka, ki me spremljajo in rečejo, hvala ti, spremljam te, pomagam mi s tvojimi posnetki, zdaj spim, jaz tako, a res, wow. Bravo. To mi je pa tako, če pomislim nase, kako nisem mogla spati, da mi nekdo napiše po 10 letih, spim zdaj, ko poslušam tebe in delam te vaje. Ali lahko še sploh kaj lepšega? Meni, ker včasih mi je tako do solz. Res. Zdaj, delaš preko spleta in delaš v živo. Ja. Izvajaš tudi plesne delavnice. Prej si rekla eno stvar, kar se mi zdi res dragocena, to je, da ljudje, ki te spremljajo, delajo spremembe in transformacije in morda nekateri sploh niso tvoje stranke. To pomeni, da velikokrat pomagaš ljudem, ki jih niti ne poznaš. Ja, to me zelo fascinira. Večkrat se je to zgodilo, da sem dobila lepo sporočilo tam na Messenger ali na kakšnem dogodku, brezplačno, ali pa pač kasneje. Jaz sem tako čisto šokiran, kdo je ta oseba, od kje in potem sem videla, da pač spremljajo tudi, ni nujno, da je nekdo moje stranke, meni je to super ravno, tudi to, ker fajn mi je, najlepše mi je to, ko nekomu pomagam in res ni zdaj nujno, da je moja stranka, zakaj? Ni nujno, da je moja stranka. In tako se šele zaveš, koliko lahko vsak posameznik, jaz sebe smatram, pač eno navadno punco, punco si raje rečem, bolj mladostno, navaden človeček, ampak lahko narediš toliko enih sprememb, če pomagam eni osebi, pa zdaj jih je že dosti več kot ena oseba. Kaj je še lepšega? Če bi vsak pomagam enemu, 2, 3, 10. Je svet lepši pol. Ja. Kot otrok si zelo rada plesala in si želela, da je bila plesalka. In potem si počela vse druge stvari. In imam neko tako podobno zgodbo tudi sam, ker jaz se spomnim, da kot otrok sem dosti bil povezan z duhovnostjo, z Bogom. Sem dosti se ukvarjal z nekimi takimi knjigami, ki so bile duhovne. In potem sem pozabil ta proces in moja transformacija skozi bolnico, skozi učenje hipnoze, NLP in tako naprej, se mi zdi, da me spet zdaj veliko bolj vrača v to duhovnost in da čutim, da sem poklican za to. Je to podobno tudi pri tebi, da je nek ples nekaj, kar se zdaj bolj izraža skozi to, kar počneš tudi. In da mogoče vsak kot otrok, ko je še bolj nepopisana plošča, začuti ali pa ima nek klic in ga potem nekje vmes pozabi in potem pride neko obdobje, ko reče, lej, zato sem jaz tukaj. To me kliče, to me vabi in to se tebi mogoče zdaj zgodilo tudi, ker tudi na naših delavnicah, ko prideš kdaj, ne, v vlogi asistentke, vem, da si s tem tvojim nastopom, ABBA recimo, ne, nekdo, ki dvigne energijo od celega prostora. Ja, to si zelo fajn povedala. Je res, ne, tudi ti, ne, v tej vlogi, sej, mislim, to tako veliko razmišljam, duhovnik, jaz nisem hodila v cerkev, ampak ko kdaj zdaj poslušam tudi kakšne take stvari, vse to je vse zelo, zelo podobno in duhovnik, torej skrbi za nas, vse tudi preko NLP-ja in tega, kar počneš ti, je pravzaprav to, ko si rekel, pač neka ta pot, ki ti je že prej se je nakazovala, meni se je skozi gibanje, jaz sem plesala gimnastiko, tako zelo gibalno, gimnastika, ples, to je bilo glavno, ampak ja, jaz sem si pač predstavila, da bi bila plesalka, Katarina Venturini, recimo, ne taka plesalka, tudi baletka, ampak pač nekako sem pol imela gimnastiko namesto baleta, se kar nekako ni to išlo in potem sem si mislila, joj, ne, zdaj, ko sem delala pač te razne vaje, sem si mislila, da nisem jaz bila plesalka nikoli, ne. Ampak dobro, pač, že ni šlo tako. In enkrat me spomni Maja, naša Maja, ki smo postali res ful prijateljice, prav na tvojih delavnicah, kar je tudi ena super, super stvar z teh delavnic, ki nas zbere take ljudi na kup.
pa zakaj pa narediš ene take vadbe, ne? Sej ni treba, da je samo dihanje. Pa sem rekel, kaj vem, kaj pa, ne? Pa mogoče pa bi, malo tako poplesavali, ker to ni plesni tečaj. To je pravzaprav tako kot žur, da imamo glasbo je tam iz 80-ih ali pa še nazaj. Meni je pomembno, da naredim dobro počutje, da se punce, ženske, tudi recimo meni časih gre na jok punce na video, ker sem malo tako zatemnim, dam disko kuglo in tako, ne. Kot da gremo v disko in se potem razživimo in tudi veliko imamo tudi dihalnih vaj. Hočem reči, začela sem tako nekako z dihanjem, tako umirjenjem, ampak preveč mirno je meni preveč mirno, jaz ne zdržim. Rada imam ta balans, ampak me skozi peljalo to gibanje, ker sem tudi na teh delavnicah, ki sem začela, stres, ki so dihalnice, pa NLP, veliko učim to, kar se učim pri tebi, je bilo meni tako malo premirno, meni. In sem dodala še malo, tako malo za ogrevanje, malo. In potem sem ugotovila, pa se to mene vleče tja. In zdaj jaz naredim to res iz srca, pomembna je glasba in potem, da vedno bolj se ukvarjam zdaj in želim ljudem pomagati. Ok, eno je, da znajo stres regulirati, ampak čezdalje bolj me vleče tudi v te vode, ne samo stres kot glavna tematika, ampak da življenje na bolj tak lahkoten, vesel, razigran način jemljemo. In ples da lahko resnost, ampak da pa neko razigranost, neko energijo. In tudi predavanja, ki jih imam, karkoli, se mi zdi, zakaj bi mogli biti tako neki zelo resno, pa vse dihanje je resna tema, ampak ni treba, da smo resnobni. Ples imamo mi brez nekih korakov. Gre za to, da se imamo fajn, da se sprostimo, da se zabavamo. Jaz nimam nobene koreografije pripravljene, sem samo glasba, moja priprava je glasba, torej sem DJ in ta energija. In najbolj sem jaz srečna, ko včasih res potočem kako solzo, že tam vmes, ko vidim moje punce, naše kraljice plesa, dancing queens, ki ni zdaj važno, koliko so stare, ene so v penziji, so čez 60 let stare, ki me žuramo in plešemo, ki vzamemo kao kitaro in ki se toliko sprostimo, ki tega ne bi sicer počeli. Ne, ker to se ne spodobi, ampak mi tako zažuramo tudi, da imamo kitaro, bobne, skratka, to se mi zdi, to je to, ko daš ven iz sebe vse, tisto, kar ne rabiš, stres, in daš to energijo, tako da mi se napolnimo z energijo za cel teden, na koncu imamo dihanje, vedno tudi meditacijo oziroma vodeno neko mini hipnozico, ali pa na vadbah, ne vem, ker imam tudi preko spleta, tam je bolj umirjeno, ampak tudi naredimo srečanje v živo in vedno imamo to povezavo. In tako sem jaz pri 50 letih ugotovila, pa sej sem lahko plesalka. In sem, ker sem si zmer želela in se mi zdaj tega več ne morem doseči. In zdaj sem ugotovila, da se, pač na svoj način. Nisem balerina, ne nastopam v nekih skupinah, ker to sem si predstavljala, da si Katarina Venturini. Ne rabim biti Katarina Venturini, lahko sem jaz plesalka, jaz, Nataša. In te ženske, ki pridejo s to energijo in da pa še predihamo in da dodamo temu še meni se zdi to taka čudovita kombinacija. Ples, dih, NLP, hipnoza, mislim, to je noro. Super kombinacija. In tako, to je meni svoboda. Ja, lahko si plesalka pri 50-ih, začneš kot plesalka. Da sem jaz v sebi to punčko, pridno plesalčico zdaj obudila in da rečem, wow, a je še kaj več. In to je to. To je ta moja svoboda, moj libero in to mi je prinesla v resnici izgorelost. Na nek način je bilo darilo, si reka. Na nek način je bilo darilo. Mislim, rabila sem očitno takšno pot. Ja. Ne, to je bila pač moja pot. Zdaj, eni ne rabijo hoditi na delavnice, na nobene, pa to že naredijo. Ampak na neki točki, nekje v življenju, mislim, da vsi pridemo do enih izzivov, ker rabimo neko izkušnjo, rabimo neko urgenco, neko izgorelost ali pa nek svoj način, da pridemo do tega, mislim, lahko, da se, to bi jaz rada, pravzaprav to bi jaz rada, to je moj namen, to je moje poslanstvo, da bi pokazali ljudem, ja, pri 50 lahko plesalec, plesalka, pri 50 lahko delaš svobodno in svoj posel in tudi uspeš. Ja, pri 50 ali pa 47 lahko začneš na Facebooku tam, ali pa Instagramu, ali ne vem kaj, zakaj pa ne?
Zakaj pa ne? Ker ti to daje to svobodo. In meni je super, in ne bi nič spremenjala v življenju, nič ne bi naredila drugače prej, točno tako bi naredila, kot sem zdaj. Ker dejansko grem sanjsko pot, ker meni je to sanjsko. To, da delam to, kar delam zdaj, da pomagam marsikomu in ne vem, kaj bi še sploh lahko želela več, in da zdaj znam neko ravnovesje loviti, tudi kadar me zanese, ne, v to pridnost, znam zdaj ustaviti. Pa pač kdaj ne delam toliko. Pa 3 tedne ne delam toliko, delam čist malo in si rečem, to je samo zato, ker zdaj moram jaz malo se umiriti. Pač v redu, nič hudega, v redu je. Je že v redu tako, bolj je pomembno, da zdaj sebe počuvam in recimo kakšne delavnice sem zdaj tudi dala stran. Lepo sem mogla pač povedati nekim pač partnerjem, da ne zmorem, ne zato, ker me ni fajn, ne zmorem in sem začutila, to bo treba malo črtati, da bom lahko zadihala, tudi ta dih me zelo prizemlji, ker jaz sem bolj tako živahna in dihanje pa ni živahno, ne. Ampak to je ravno to, no. To ravnovesje, ki mi je tako super, ki me pa malo postavil, da ni preveč tega ognja, da stanem tle, na tleh, je pa dihanje. Mislim, da rabimo, vse posod je dihanje, še pri hipnozi imamo zmeraj dih, vzdih, to je pač to, da gremo v sebe in se mi zdi, vedno bolj, ko to prihaja, nekako se mi zdi, da ljudje čedalje bolj vejo, no, za tudi to dihanje, ki je bilo, se mi zdi, par let nazaj tako, tako čudno. Kaj Zdaj, to, ne? ja, kaj to? Dihanje. Ja, dihanje, pa sej ne, eni prej pa dobro, sej znamo dihati, a znaš dihati? In zdaj se mi zdi, da šele prihaja tudi k nam to zavedanje, no, koliko je to pomembno. Meni se zdi taka to klepa kombinacija z vsemi temi znanji, ki sem jih dobila pri tebi. In tudi v poslu, ker zdaj tudi predavam strah, torej postani, predavaj kot profi, nastopaj kot profi. Kaj ti? Na raznih delavnicah, kjer sem bila, tudi za javni nastop sem kakšne poslušala, sem ugotovila, da, tako bom zdaj rekla po domače, džabe ti je to, da obvladaš tehnično, kaj moraš, kakšni oni slajdi, vrstni red, koliko minut, kako oblečen, kako stojiš, kako gledaš, džabe ti je to. Če imaš tak strah, ker ljudje imajo zelo veliko ljudi, ne, na prvem mestu celo sem videla po nekih statistikah, ali pa drugem je strah pred javnim nastopom. Kaj ti pomagajo vse te napotki, če te je toliko strah, da ne moreš povedati. In to mi je zdaj tak izziv in mi je tudi v teh delavnicah toliko uživam, tukaj pa lahko zelo uporabljam NLP, tehnike in dihanje. In potem seveda tudi te vsebinske napotke. To že, pa kako postaviti pa to. Ampak meni se ne zdi to bistveno, ker bistveno je to, kako poveš. Kot vidimo, da boljši predavatelji so tisti, ki znajo povedati na tak način. Včasih sploh ne vem, kaj je povedal, ampak tako je bil fajn, ne? Do tebe je tako fajn poslušati tvojo energijo. Ker je, kaj poveš, šele pol pride, fajn je, če poveš, kaj je fajn, ampak kako? In to se mi zdi zdaj, tukaj lahko to vse ta znanja uporabljam in te izkušnje, ki jih pa jaz tudi imam na tem področju, mi je tudi na en tak zabaven, če se ni treba toliko biti zadrgnjen in toliko v nekem strahu, pa saj na koncu smo vsi pač ljudje, vsi smo kdaj na odru, pa imamo tremo. In je v redu. V redu, tako da to vse se zdaj nekako zlaga tako lepo, da si želim, da tako zdaj traja, kar naj traja, tako kot je. Bravo. A narediva kakšno dihalno vajo za demonstracijo, kakšno enostavno vajo, ki bi lahko publiki dala, preden zaključiva, ker se mi zdi lahko, da je to neka dodana vrednost tega najnega pogovora. Mogoče bi sam še toliko dodal k temu, kar si prej rekla, ne? Da duhovnost, ples, dihanje, NLP, coaching, hipnoza, tudi različne religije, imajo na koncu podoben namen. To je, da se vrnemo k sami sebi, da se vrnemo k temu duhovnemu bitju, ki smo tudi mi, ne? Mi smo seveda duhovna bitja s fizičnim telesom, ne obratno. In torej s tem namenom je tudi koristno za vse, ki nas spremljajo, poslušajo, ne? Da iščejo nek svoj notranji mir. In to, kar dostikrat razlagam na delavnicah, je, da skozi to potovanje se potem ljudje vrnejo domov. Ja. In ko so enkrat doma,
se lahko sprostijo, umirijo, so res samo to, kar so v resnici, se ne rabijo nobenemu dokazovati, ne rabijo nobenemu biti všeč, ker so lahko samo to, kar so. In to je nek tak čudovit, osvobojajoč občutek. To je res, to si zdaj naredil tako, ja, ja, da lahko rečem, samo ja, ker je res, da gremo nazaj, domov, k sebi, to je to. Ampak očitno rabimo eno tako pot, da to dojamemo, ne? Vsak na svoj način. Eni skozi bolečino, eni skozi veliko bolečine, eni skozi manj bolečine, ampak je treba. To je pot domov. Res je. A imamo kakšno tako enostavno dihalno tehniko? Veliko imamo dihalnih tehnik, tako fajnih. Meni so tako všeč, zato ker jih lahko narediš mimo grede na avtobusu, na vlaku, tik preden greš na oder, tik preden greš na sestanek s šefom. In če še znam, da damo še kakšno miselno nelepojsko, pa sploh se naredijo čarovnije. Ja, bom pokazala enega, ta je mi tako, jaz sem mu dala, ker ime stres, ampak brez veze, mislim, dihalne tehnike, nobeni lastnih, jaz jih tudi ne lastim, ampak najlažjih tako razložim. Tam je tak fajn antistresni dih, no, ker vdihnemo večkrat, zdržimo to napetost, dvignemo in stisnemo in potem spustimo in tako, tako sobajoč občutek, tako v parih sekundah lahko naredimo bistvene spremembe. Všeč mi, ker to športniki uporabljajo, vidim, koliko to uporablja Ronaldo, Djokovic, mislim, ne vem, vsa velika imena zelo uporabljajo dihalne tehnike, zelo. In jaz bom pokazala za eno tako, ki je tudi Ronaldo obvlada, vidim. Odlično. Evo, zdaj pa samo sedimo, ali pa lahko ležimo, če kdo nas gleda s kavča, čisto isto. Naredimo vdih skozi nos in zadržimo in potem spustimo. 3-krat bomo vdihnili. 3, 4. Kar vdih na nos. Še podaljšamo. Mogoče še malo prostora vdihneš. Stisneš zdaj zadnjico roke, noge. Stisneš in zdaj dvignemo napetost. Zdaj ta stres dvigamo in na 3, 2, 1 bomo sprostili z izdihom skozi nos ali pa kar skozi usta. 3, 2, 1. Zdaj si samo še lahko rečemo, koliko boljš se zdaj počutim, koliko bolj mirno, ker smo dali ven, evo, rabimo koliko? 5 sekund, 10 sekund, tak mini trik, pa smo že boljš. Odlično, čudovita tehnika. Plesala pa ne bova zdaj, ne? Niti nimamo muzike, placa. Kaj bi svetovala nekomu, ki nas posluša, ima glavobole, ima prve signale izgorelosti in odlaša z neko odločitvijo? Kaj je tvoj nasvet? Ja, nasvet je ne čakati, dajte poslušati te signale, ker zdaj eni reče, pa dobro, to je samo en glavobolček, tako kot sem rekla, vse stres je nekaj vsakdanjega, vse je res, vedno bo in tudi dobrodošel je en delček stresa, ker nam da adrenalin, pogon, to je že res, ampak stres na stres vsak dan, nenehen, kronični stres, to pa ni v redu. Torej, ko zaznavate to, da ste kar naprej bolni, kar naprej glavoboli, vrtoglavice, pritisk, telo veliko pove, poslušajte ga, spremljite ga, vprašajte se, čakaj, kaj mi zdaj sporoča moje telo? Kaj mi sporoča telo? Kaj lahko zdaj naredim? Kako lahko naredim, da mi bo boljš? In kako se lahko zdaj ustavim? Vsaj malo upočasnim. Ne čakati. Prosim, res ne čakati. Majčkeno si pustite te bolečine, okej, ker bolečina nas da v akcijo, ne vseh, ampak večino, sam ne pa čakati preveč, ker če gre pa več čez rob, pa je težko, potem lahko traja zelo dolgo to sestavljanje ali pa neskončno, nikoli tudi. Tako da moj nasvet je, ukrepite takoj. Kdaj, če ne zdaj, tvoj slogan je idealen tudi za to področje. Takoj. Kaj pa je tvoj nasvet za ljudi, ki želijo na podjetniško pot, kot ti, ker razmišljajo, jaz bi rada nekaj počela, rada bi pomagala drugim. Ta podjetniška pot je tudi dostikrat osamljena. Torej, nekdo gre, morda niti nima podpore partnerja, tako kot se imela ti. Ne? Kaj je recimo je tvoj nasvet tukaj? Enako. Mislim, poslušajte sebe, kaj, ne predolgo čakati, ne, ker strahec pol samo še dobi še kakšne druge oblike. Poskuste, vprašajte se,
ok, samo poskusim, pa da vidimo, kako bo. Ker mogoče se vprašate, če bi čez 10 let gledaš naprej, ali pa čez 20, ali pa enkrat, ko smo starejši, da se vprašaš, koliko bi mi bilo žal, da nisem ene priložnosti, ene poti, saj malček preizkusila ali pa preizkusil. Vprašaj se tako, ok, če pogledam naprej, mogoče pa samo malo poskusim, ker včasih, mogoče, če je prevelik cilj na začetku, se ga lahko ustrašimo. Lahko pa rečem, dobro, bom malo pogledala, poskusil, pa potem vidim in grem naprej, ker se ponavadi potem gre naprej. Prvi korak je res najtežji, sam je tudi tak najslajši je meni. In to si rečete, vprašajte se, kaj pa če sam poskusim, da mi ne bo potem nikoli žal, ker poskusim to narediti, ker se da, tehnike je ogromno, ni treba zdaj, ne vem, na glavo vsega postaviti kar takoj, ni treba imeti milijonov, kaj ni misli, ja, nimam, moram investirati. Naredi tako, da lahko narediš dosti lahkotno, dokaj varno, pa poskus, zakaj pa ne? In največ meni pomaga tudi vprašanje, koliko ljudem bom lahko pomagala. To si me ti naučil. Ne drži zdaj tega znanja za sebe, tega še drugim. Pa si lahko rečeš, kako bi lahko pomagala ali pa pomagal drugim, in iz tega morda potem nastane posel. Ni treba, da je takoj posel. Vsak ima nekaj, kar zna, in mogoče ta način lepši, bolj prijazen, če si rečeš, kako pa jaz lahko pomagam, le kakšno znanje imam, zakaj ne bi tega vedeli še drugi? In se dajte mogoče ta način preokvirte. Ni to zdaj ker biznis, jaz bi rada, da to zvejo še drugi ljudje, ker je toliko fajn, da jim pomagam, in potem boste videli, kako vas bo peljalo naprej. Mogoče gre v posel, mogoče ostane hobi. V redu je. Oboje je v redu, če ste pomagali drugim, krasen. Če ste znali z tega tudi živeti, še toliko lepše. Ker boste lahko pomagali še večjim ljudem. In mene to najbolj pelje. Ne toliko, koliko bom zaslužila, tega mi je zmerno malo strah, mislim, ne strah, ampak bolj mi je motivacija, koliko ljudem bom lahko pomagala, in tudi sebi hkrati, ja, tudi sebe s tem ves čas treniram, da ostajam tako, kot sem si zdaj začrtala, oziroma da skrbim za sebe, tudi preko teh vaj, ki jih podajam drugim. Torej, večplastna korist. Vprašajte se, kako lahko pomagam drugim, in potem pejte, naredite in delite to, kar znate, in potem se bo že zgodilo tako, kot se mora. Mogoče bo posel, mogoče bo hobi. V redu je. Čudovito. Nataša Ermanajh, hvala za ta obisk. Veliko uspehov ti želim še naprej. In dihanje kot ena tvoja jedrnih tehnik in delavnic je nekaj, kar rabimo vsi več vedeti o tem. Ja. Hvala tebi, da sem prišla. Meni je bilo lušen. Hvala. Moje ime je Aleksander Šinigoj in dobrodošli v mojem podcastu oziroma podcastu, kjer modeliramo strategije odličnosti. Hvaležen za vašo udeležbo, hvaležen za to, da nas spremljate. Odličnost je nekaj, kar se lahko naučite. Odličnost je posledica vaje, treninga, dela, in več, ko boste to poslušali, vadili, razmišljali, več je verjetnost, da boste to implementirali v svoje življenje. Sponzor tega podcasta oziroma podcasta je Mastermind Akademija. Ko se prijavite na delavnice Mastermind Akademije, nam napišite, da spremljate, poslušate naš podcast in kako se vam zdijo vsebine, ki jih za vas pripravljamo.